Živijo, Luka iz Skin Vitala tukaj. Zdaj si bomo pogledali 3 vaje iz napredne faze. Začetna pa srednja faza sta bila na sporedu prej, se pravi, če imate še bolj sveže težave s patelarno tendinopatijo, z bolečinami takole pod poganjčico, si pogledajte začetno srednjo fazo. Zdaj pa Zirca prikazala vaje iz napredne faze. Bojo malo bolj zahtevne vaje in tukaj je že zelo pomembno, da bolečin praktično ne sme biti več. Tukaj samo še hočemo sprožiti zadostno adaptacijo, da se ne bojo te spet pojavile, ko bomo šli spet, ne vem, igrati nogomet, odbojko ali pa se lotili kakšnega drugega športa. Ok, ta prva taka zadeva bojo skoki v bolgarskem počepu. Se pravi, tukaj za razliko od prej, ker smo delali samo tekoče dinamične ponovitve, se pravi, smo rekli brez nekih sunkov, zdaj dodamo kar malo skoka. Se pravi, majčkeno odrinno, ne govorimo o nekem ful ekstremno visokem skoku, ampak samo malo dodamo tegale, se pravi, malo pospeševanja, pa potem zaviranja navzdol. Ok, to je prvi primer vaje. Zdaj pri drugem primeru si bomo pogledali pa še eno nadgradnjo iz tiste srednje faze, prej smo imeli samo enonožni doskok, zdaj bomo pa temu dodali še spremembo smeri. Se pravi, kar dvigneva najprej na prste gor, narediva, se pravi, doskok, pa spremeniva smer. Tako, ja, dvigneva na prste, cak, pa sprememba. Ja, prej smo delali, se pravi, samo doskok, zdaj pa temu doskoku dodamo še malo spremembe smeri. Se pravi, lepo stopnjujemo tisto iz srednje faze. Ok, pa gremo zdaj pogledati še zadnjo tako zadevo, gremo kar tlele en tak globinski skok. Se pravi, v srednji fazi smo govorili bolj o nekem takih, se pravi, srednje intenzivnih skokih, tukaj pa zdaj kar probamo dodati na višini, se pravi, probamo res čim više skočiti, da je bo ta višina čim večja. Mogoče bomo na račun tega malo mogli zmanjšati število ponovitev, da bomo res lahko te dobro naredili, ampak dajmo jih narediti kar na polno. Kakšna taka stvar, ki pride tudi v poštev v tej zadnji napredni fazi, so tudi razna pospeševanja, to ne bova zdaj tle prikazala, ker ni primeren prostor, greste rajš ven narediti, se pravi, kakšno stopnjevanje, potem spremembe smeri, lahko delate kakšne, se pravi, različne koordinacijske zadeve, tako da so stvari čim bolj podobne tistemu športu, katerega bi se potem spet radi lotevali. Evo, upam, da vam bojo tele stvari prišle prav, če imate še kakšno vprašanje, pa kar napišite, pa najdemo rešitev. Čau!